Dober dan vsem. Zračunamo zdaj integral vlomljene racionalne funkcije, kjer imenovalec je druge stopnje in ima diskriminanto delta negativno. Torej, če stopnja števca bi bila večja od stopnje imenovalca, bi enostavno polinome delili in bi napisali ta vlomek kot en polinom plus en drugi vlomek z istim imenovalcem, kjer števec ima stopnjo manjšo od stopnje imenovalca, torej stopnjo 1 ali pa stopnjo 0. To sem razložil v detajlu v videu, kjer obravnavam slučaj, ko diskriminanta delta je pozitivna. Lahko greste gledati tam. Torej, se lahko zreduciramo na to, da zračunamo integral, ko stopnja števca je manjša od stopnje imenovalca. Prav. Sedaj, tukaj, ta delta ga lahko zračunamo, vidimo, da je zares negativen in še, ker nam rabi, zračunamo si odvod od imenovalca, ki je 2x minus 4. Torej, prva ideja je, da mi napravimo tako, da se pojavi v števcu odvod imenovalca. Zato, da bomo rabili to pravilo integrala od odvoda od f vlomljeno f je naravni logaritem absolutne vrednosti od f. Torej, ta 6x, tukaj moramo narediti, da se pojavi 2x, ampak ne tako, da bi seštevali odštevali x-e, tisto ne gre prav. Ta 2x mora biti pomnožen z eno konstanto, da bo 6x. Tukaj enostavno je pomnoženo s 3, ampak če rabi, ta 2x ga moramo pomnožiti z enim ulomkom, tako da postane enak temu, kvečemo se da en ulomek. In ta konstanto, ki smo vzeli od spredaj, jo moramo izpostaviti od obeh členov, tudi od tega. Tukaj enostavno pride 6, ampak če rabi, tukaj napravimo, da se pojavi en ulomek. Tako da imamo eno konstanto je pomnoži ta 2 in da tu vse to je enako tistemu začetnemu polinomu prve stopnje. Zdaj, ta 3 ga lahko vzamemo od spredaj in sedaj ta 2x minus 6 bomo lahko napisali kot 2x minus 4 plus nekaj. 2x minus 4 plus 10, to se lahko zmeri napravi, ne? Ja, tako. In sedaj, tukaj bomo to napisali lahko vsoto dveh ulomkov. Ta 3 si ga vzamemo od spredaj in integral vsote integralov, to je napisali kot integral od 2x minus 4 ulomljeno tisti imenovalec plus 10 ulomljeno tisti imenovalec. In sedaj smo to napravili, zakaj? Zato, da tukaj v števcu imamo prav odvod od f in zato, da rabimo to pravilo. In torej, ta prvi integral je enostavno naravni logaritem absolutne vrednosti od tega imenovalca, zmeri plus konstanta. In sedaj še nekaj opazimo. Ta izraz, da je x na drugo minus 4x plus 13, je zmeraj pozitiven. Zakaj? Predstavljeno parabolo, ki ima delta negativen, torej nesečo si x, in je obrnjena navzgor, ker koeficient od x na drugo je 1. Parabola je obrnjena navzgor, ki nesečo si x, ima zmeri pozitivne vrednosti in torej namesto absolutne vrednosti damo enostavno en oklepaj lahko. Prav. Sedaj, tisto, kar je težje, je zračunati ta drugi integral. Tukaj imamo eno konstanto zgore, ne? Tisto konstanto lahko vzamemo od spredaj, tisto ni problem. Tukaj imamo eno vlomljeno, torej, konstanto vzamemo spredaj, imamo eno vlomljeno naš začetni imenovalec. Sedaj, katera je ideja? Je, da mi ta polinom druge stopnje z negativno diskriminanto napišemo kot vsoto dveh kvadratov. In to se da zmeraj napraviti. Zakaj se da zmeraj napraviti, to razložimo na koncu videa, ki je tukaj prav. Torej, enostavno napravimo dopolnjevanje na popolnega kvadrata. Imamo ta x na drugo minus 4x, zato da pri popolni kvadrat moramo sešteti 4 in moramo tudi odšteti 4, zato da bo isto. In ta 13 ga seštejem tukaj. Torej, to je x minus 2 na drugo. In torej tukaj dam x minus 2 na drugo in ta dva člena seštejem, imam plus 9. Prav, sem napisal kot vsoto dveh kvadratov. In kam ciljamo? Zato, da bomo rabili to pravilo. Integral od odvod od funkcije, vlomljeno funkcija na drugo plus 1, to je arcus tangens od funkcije. Torej, tukaj imamo 9, ampak se nam mora pojaviti 1. Torej, enostavno izpostavimo 9. Torej, izpostavimo 9, tukaj imamo x minus 2 na drugo vlomljeno 9 plus 1, kot smo hoteli. Ta 9 je tukaj na konstante na devetina, ki vzajemo pred integralom. In torej tukaj imamo 10 devetin.
smo skoraj prišli do tiste, smo iskali. Torej, ta 9 je 3 na drugo, torej ga lahko damo vse notri, skupaj imamo x minus 2 v lambino 3, vse na drugo, plus 1, smo skoraj. V števcu se nam mora pojaviti odvod od te funkcije, ki je tukaj notri, ki je na drugo. Torej, ta funkcija x tretjin minus 2 tretjini. Koliko je odvod tega? Je 1 tretjina. In torej, ta 1 tukaj lahko napišemo kot 3 krat 1 tretjina. 1 tretjino si pustimo tukaj in 3 ga vzamemo pred integral. Potem se gre še tukaj ponostaviti, ampak ni važno. In torej, sedaj to je prav tiste oblike, ki smo hoteli. In torej, lahko na to, ta integral lahko napišem kot arcus tangens od x minus 2 tretjin. In imamo še odspredje to konstanto in zmeri plus konstanta. Torej, naš začetni integral, torej smo napisali kot 3 krat in ta integral plus ta integral, ki smo komaj zdaj izračunali. Tisti začetni smo vedeli, da je bil naravni logaritem od imenovalca, sem prej razložil, in tega zadnjega smo komaj izračunali. Tukaj enostavno še pomnožimo ta 3 notri, z logaritmo ni važno, ampak tukaj nam gre 3 krat 10 tretjin, pride enostavno 10. In torej smo zračunali naš začetni integral. Še razlaga, zakaj, če imamo polinom druge stopnje z negativno diskriminanto, ga lahko zmeraj napišemo kot vsoto 2 kvadratov. Torej, če ima diskriminanto negativno, bo imel dve kompleksni rešitvi, ki sta med sabo tudi konjugirani, kar koeficienti, tukaj so vsi realna števila. Torej imamo kot ničli polinoma dve konjugirano kompleksni števili a plus b in a minus b. In torej tisti začetni, ta polinom druge stopnje z negativnim delta, lahko napišem kot koeficient od x na drugo, ki sem napisal k, krat x minus prva ničlja, krat x minus druga ničlja, torej x minus a minus bi, x minus a plus bi, x minus a je skupen, vidimo, in zdaj tukaj imamo, lahko rabimo pravilo a minus b krat a plus bi, a na drugo minus b na drugo, torej x minus a na drugo, minus b na drugo in na drugo. Z druge strani, i na drugo je minus 1, torej to lahko napišem kot x minus a na drugo plus b na drugo. Torej, tisti polinom druge stopnje z negativnim delta lahko napišemo, v resnici moramo reči, napišemo kot ena konstanta krat vsota 2 kvadratov. Ampak ta konstanta ne moti, ker konstante lahko zmeri vzamemo ven z integralov. In torej se lahko zares napiše tukaj kot vsota 2 kvadratov. Tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.